Ok. Jože Robežnik sporoča, svet še vedno stoji. Živjo. Iz ljubljanskega studia 163, to so vesti. Prekupčevanje z orožjem, prirejanje arhivov, režiranje preiskovalnih zaslišanj, obtožbe z lažmi in še marsikakšne ne bodi jih trebalije. Ne bodi jih trebalije. Jan Šiško, presegel si samega sebe. So pripeljali najmočnejšo opozicijsko stranko na naslovnice vseh domačih medijev. In čeprav se v Afriki odvija ustaja narodov, Slovenci poslušamo 20 do 30 let stare zgodbe. Še dobro, da imamo še ljudce na internetu, ki znajo dve veliki vodji združiti v enem posnetku. الحرب الأهلية يعاقب بالإعدام كل من يرتكب فعل غايته إثارة حرب أهلية في البلاد أو تفتيت الوحدة الوطنية لما يدير لي درنا إمارة إسلامية والبيضة إمارة إسلامية وبنغازي مش عارف ايش دبهوريه يفتت الوحده الوطنيه عقوبه الاعدام عبث لعب بوحده الاوطان يا سلام الليله زحف سلمي من الداخل من داخل المدن من داخل القرى من داخل الواحات لانقاذ اطفالنا والقبض على اللي يغرروا باطفالنا. هذه الليله تعملوها الليله وبكره تطلعوا للشوارع. اما بعدها اذا كان ما فيش هذا فيه زحف من الداخل تعرفوه هذا الزحف من ياتي وبعدها فيه زحف الأممي اللي أنا نقوده لأن ليبيا تهم كل الأمم. ليبيا مثابة عالمية. Haberle. Anketo pa smo naredili tudi mi, Ljubljančane na Prešernovem trgu smo spraševali. Kdo laže? Janša ali Türk? Ali morda Turk? Tirk? Terk? Tuerk? Ali Janša? Se ve Janša, kdo pa? Janša, kaj pa? Janša. Oba. Janša. Nobeden. Oba. Po mojem malo oba. Mislim, da Turk. Janša, po mojem. Oba dva. Janša. Oba dva. Janša, itak. Janša, seveda. Kdo? Janša. Jaz pravim, da Janša. Oba. Oba dva. Oba dva. Je Janša, ker je belogradist. Janša, no. Ma Janša, Janša, seveda, pa ne prvič. No, sploh me ne zanima, vsi so isti, hvala. Jaz. Sorry, ne govorim dobro slovensko. Kaj, Sara, te ne zanima politika? No, si bila res vedno bolj umetnica. A zvedel tega, tata zadnji, ker je rekel, da ne govori slovensko. Seveda ne govori slovensko, to je namreč scenarist naslednjega Jamesa Bonda. Naslednji James Bond se bo dogajal v fotokopirnici, kjer se začne vsa zadeva tako, da nekdo kopira neke liste, pa pol pride agentka enih liberalcev in ga zmede in pa se mu nekaj, veš, narobe skopira in fuck, cela štala, veš, cela drama in pol ti ne bom povedal naprej, da me ne bojo tožili. Ministrstvo za kulturo je ocenilo, da pri objavi dokumenta o Danilu Türku obstaja sum kaznivega dejanja. V zvezi z arhivi se je oglasil tudi premier Borut Pahor in ponovno zahteval opravičilo zaradi obtožbe SDS, da je bral arhive. Arhive. Pričakujem samo, da bodo ugotovili, da ni res, to bi bilo tudi nezakonito, če bi ugotovili, da je res in imeli dokaze za to, bi seveda morali slediti zoper mene sankcije, da bi odtujil del gradiva ali kakorkoli vpogledal van. Tega nisem storil in pričakujem, da bodo to spoznali in se za to opravičili. Komisija DZ o Patriji ni zaslišala priče Milana M. Cvikla Martina, pomen M, to zvedla, ne se zvedla. Saj je bila zaradi obstrukcije koalicijskih članov komisije z izjemo predstavnika Desus nesklepčna. Levanič in Žnidaršič sta pozvala SDS naj najprej predloži dokaze, da je bila zadeva Patrija zrežirana. Grims pa, da s tem koalicija dokazuje, da se boji resnice o Patriji. Kdo se boji resnice o Patriji? Je bila neka to igrica. Ja, kdo se boji črnega moža? Črnega moža. Nihče! Ne samo namreč, da so bojkotirali sejo, ki so jo sami zahtevali, ampak so potem bojkotirali še sejo, kjer bi zaslišali pričo Milana M. Cvikla, kar je seveda povsem skladno s poslovnikom, aktom o parlamentarni preiskavi in dokaznim sklepom, ki ga je komisija že sprejela. Zakaj so oni to bojkotirali? Zaradi tega, ker vedo, da bi se pri tem razgalila ena najbolj
neevropskih potez v celotni zgodbi tako imenovane afere Patria, ki jo je uporabila tranzicijska levica, da je oblatila državo Slovenijo in jo v tujini prikazala kot neko skorumpirano državo. Namreč gospod Cvikl je vodil komisijo, ki je povabila na zaslišanje gospoda Prebila. Gospod Prebil pa je bil, kot izhaja iz dopisa Ministrstva za obrambo, z njim ste verjetno vsi seznanjeni, kolikor kdo tega ne pozna, imam seveda tukaj tudi kopijo, član ekipe, ki je celo vodila konkurenčen projekt v konkurenčnem podjetju. Torej po evropskih aktih ne samo, da je šlo za hud konflikt interesov in da bi tako pričal vnaprej morali izločiti, kaj šele, da se ga je vabilo kot izvedenca, ampak je gospod Cvikl s tem v bistvu storil nekaj, kar po evropskih aktih sodi v kategorijo koruptivnih dejanj. Današnja seja ob 9. zjutraj, ki je bila sklicana, ni bila seja, ki smo jo zahtevali mi. Mi smo zahtevali, da se skliče seja preiskovalne komisije, kjer se bomo dogovorili o delu te preiskovalne komisije in kjer bomo se dogovorili, da najprej preiskovalna komisija potrebuje dokazno gradivo in na podlagi katerega se bomo potem dogovorili, katere priče bomo zaslišali. Tega pogoja do danes ni bilo izpolnjenega. Kljub temu, da je zahtevo za sklic te seje zahtevalo več kot tretjina članov preiskovalne komisije in po poslovniku bi predsednik preiskovalne komisije to moral narediti. Razumemo pa Slovensko demokratsko stranko, da ob vsem tem, kar se dogaja zdaj v javnosti, obupno rabijo neko vzporedno zgodbo in bodo naredili vse, da bodo pozornost preusmerili drugam. Vlada, to sem čakala, je v četrtek potrdila besedilo novele zakona o tujcih, ki med drugim na novo ureja vprašanje interesa pri pridobivanju dovoljenja za bivanje in med drugim omogoča sprejem zapornikov iz Guantanamo na Kubi. Vse kaže, da poslanci ne bodo podprli zakona, a Pahor je vseeno mnenja, da vprašanje sprejetja nedolžnih ljudi iz Guantanama, ki so bili surovo mučeni, je humanitarno vprašanje. Slovenija je upravičeno obsojala obstoj Guantanama in zdi se mi, da ima moralno pravico, ne pa tudi dolžnost, moralno pravico, da se izreče, ali je pripravljena pomagati kateremu od posameznikov, ki bi za vrnitvijo v državo, iz katere je prišel, bili verjetno izpostavljeni nadaljnjemu mučenju ali celo grožnji smrtjo. Na Ministrstvu za promet so o varnosti cestnega prometa govorili notranja ministrica Katarina Kresal, obrambna ministrica Ljubica Jelušič, minister za promet Patrik Flačič in direktor Agencije za varnost prometa Ljubo Zajec. Predstavili so zakonodajne spremembe v zadnjem letu in analizo nesreče pri Grosupljem. Veš, ne moram izgovoriti, ne gre to, veš, to so omadeževani kraji. V lanskem letu smo naredili veliko, celovita sprememba zakonodaje, 4 novi zakoni z ukrepi zelo usmerjeni proti voznikom, ki vozijo mnogo prehitro, voznikom, ki se za volan usedejo pijani. Agencijo imamo, ki je danes predstavila že svoje prvo delo, analizo te množične nesreče pri Grosupljem. Pokazalo se je, da lahko še kaj naredimo pri preprečevanju takih nesreč in številke pri tem, koliko manj smrtnih žrtev imamo, koliko manj telesno poškodovanih imamo, so res impresivne in mislim, da moramo s tem tempom nadaljevati. Bereš? Je ti ber? Ne, jaz bom... Med 11. in 13. februarjem je v Novem Sadu potekalo 38. Evropsko mladinsko prvenstvo v karateju. Naši mladinci so pobrali 3 brone in 1 zlato. Bravo naši! Prav ste slišali, Slovenci imamo evropskega mladinskega prvaka v borbah do 76 kg. Juš Markač iz Kranja je pometel z evropsko svežo smetano. Konkurenca je bila res huda. Jaz sem imel še najtežjo listo. Prvo borbo sem imel Angleža, drugo borbo sem imel Turka, ki je bil kasneje pol tret. Tretjo borbo sem imel bivšega evropskega prvaka, ki sem ga na to pol jaz premagal, v bistvu dvakratnega Makedonca. Pol v polfinalu sem dobil Bosanca, pa še v finalu Italijana. Zdaj bom imel veliko tekem, bom mogel tudi braniti
naslov. Naslednja tekma je? Naslednja tekma je v Bosni, v Tuzli, pa že v Sloveniji, v Laškem. Slovenija Open, ja. Srpska skupina SARS, ki jo večina pozna po njihovem komadu Budžev Lebac. Budžev Lebac, ja, poznaš? Poznam. Ok. To pa poznam, jo, končno nekaj, kar poznam od kulture. Je lansko leto okronala z novim albumom z naslovom Perspektiva, ki si ga lahko potegnete dol na MTV-ovi spletni strani. Prejšnji teden pa so primerno predstavili tudi svoj prvi videospot z albuma za single To urade, v katerem so se dokaj direktno lotili politikov. Na hupc! A to je Radeta Pizdirja? Super Rado, Rado. Pa itak ne bi noven čez Super Rado, ta noč rekel. To rade, skupštine i vlade spremaju napade na strane ambasade. To rade, gangsteri iz vlade odmeću bombu, potpala tu Prade. To rade, skupštine i vlade spremaju napade na strane ambasade. To rade, gangsteri iz vlade odmeću bombu, potpala tu Prade. Zdaj pa še k sosedom. Hrvaška skupina Let 3 je posnela videospot za skladbo Omađijaj me, ki je del gledališke predstave Kiklop. Člani skupine tudi tokrat niso pokleknili pred hrvaško politiko, pač pa so ji skoraj pokazali sredinec, saj v svoji podobi v videospotu izredno spominjajo na premierko Jadranko Kosor. V videospotu. Kje je tle sredinec? Boš videl. V četrtek zvečer po našem času je z izstrelišča Cape Canaveral na Floridi v vesolje še zadnjič poletel raketoplan Discovery, ki je mimogrede najstarejše vesoljsko plovilo v floti NASInih raketoplanov. Prvič so ga v vesolje poslali avgusta leta 1984, opravil pa je že 38 poletov. Skupaj z astronauti je poletel tudi $2,5 milijona vreden 136-kilogramski humanoidni robot imenovan Robonaut 2, oklepaju R2. Gre za prvega človeku podobnega robota v vesolju. Visok je 1 meter, napajala pa ga bo elektrika in omrežne postaje. Zdaj pa sam pardon. On je 1 meter velik, pa 136 kg, on zgledaš hujško šiško odoneš. Vgrajenih ima 5 kamer in 350 tipal, ki jih upravlja v trupu ugrajeni računalnik z 38 procesorji. NASA bo tako z izstrelitvijo raketoplanov Endeavour, ki bo 19. aprila, ki bo 9. junija, zaključila več kot 30 let trajajoč program Space Shuttle. The sound suppression water system has been activated, protecting Discovery and the launch pad from acoustical energy waves. Go for main engine start. We have main engine start. 2, 1. Booster ignition and the final liftoff of Discovery. A tribute to the dedication, hard work and pride of America's space shuttle team. The shuttle has cleared the tower. Nekaj vam jaz. A veš kaj je to? Astronaut Ice Cream piše gor. To je sladoled, ki ga jejo gor Astronauti? Ja, gor na postaji. A bo probala? No dej. Ajde, prozirimo, kako to izgleda. O, zapakiran. O, hudo. Jagode, vanilja, čokolada. Vale, to je planica, ni planica to. Lejte, se malo teže pokažem. Ne, če se vidi kaj, našiš. Kaj boš, čokolado ali boš jagodo? Čokolado. Zanimivo, ampak ni pa hladno. Skratka, še vreme. Edina stvar, ki je bolj kompleksna in ima več spremenljiv kot vreme, filozofska razprava Slavoja Žižka. Iz ljubljanskega studia 163, to so bile vesti. Pa lep pozdrav do prihodnjič. Ampak je bizarno. Ampak je kar dober.